Skoraj enak avto sem imel na testu že 2 leti nazaj, pa ga imam še enkrat. Zakaj? Ker je dober. Tale različica je za moj okus, in to je res samo osebna kaprica, še najmanj prepričljiva, ker mi pač križanci niso najbolj pri srcu. In tale je zaradi 4-kolesnega pogona in samodejnega menjalnika dejansko še najbolj okorna. Ali pa najmanj dinamična, da bo bolje razumljivo. Menjalnik je odličen ob normalni vožnji in vsaj v samodejnem načinu prepočasen ob hitri. Tudi zaradi 4-kolesnega pogona je takšen CX-5 manj lahkoten kot le spredaj gnani. Ampak to še nič ne pomeni, če vam ne razložim še druge plati. Tudi takšen CX-5 je med najbolje voznimi v segmentu, zelo lahkoten je za svojo podobo in celo grbine zelo suvereno požira, kar je običajno lahko hitro hiba. Vozniško je tole zelo zanimiv avtomobil, s tem 175 konjskim dizlom tudi lepo potegne in je prožen. Samo nad porabo nisem posebej navdušen, ker je več kot 8 litrov. Preveč. Znotraj je udoben in simpatičen, tudi prostoren, na nobenem področju skratka ni slabše od tekmecev, kot so Toyota RAV4, Honda CR-V ali Nissan Qashqai. V bistvu sploh nima večjih hib. Naš Jure se je pritožil, da med vožnjo njegova roka ne more udobno počivati na tem naslonu, sam pogrešam obvolanski ušesci za prestavljanje in poraba bi bila lahko manjša. In to je to. Zame najmanj prepričljiva različica CX-5 pa je še vedno ena najboljših med križanci in ima seveda svojo ceno, v tem primeru 37 700 evrov.